Se bom pa navezala, pa mogoče v začetku nisem omenila, da se bova danes navezali tudi na eno temo, ki je pa zelo povezana z varno navezanostjo, in sicer zdajle, se približuje mesec september, in ena, prelomnica, ki čaka kar nekaj otrok, malčkov, nekaterih še dojenčkov, v bistvu pri 11 mesecih, je vstop v vrtec. Kako pa sta povezani varna navezanost in, ta prehod v vrtec oziroma v drugo, lahko tudi drugo obliko varstva? Ja, ta odhod v vrtec ali pa varstvo se mi zdi, da je prav ena taka prototipična situacija teh potreb navezanosti pa tega, kar se v bistvu dogaja v sklopu teh potreb navezanosti, ker v bistvu otrok, ko gre v vrtec, po eni strani se ločuje, se pravi od starša, ne. Se mora zgoditi ta ločitev v odnosu, ko zdaj otrok recimo ni več skupaj s svojimi starši. In v vrtcu potem se mora nekako navaditi raziskovati, kako se oddaljiti od starša, kako v bistvu sprejeti ta nov prostor. Po drugi strani se pa tudi pojavi recimo veliko enih čustev lahko, ki jih je potrebno sprejeti, tako da je tudi to potem ena priložnost za gradnjo tega odnosa, pa hkrati mora tudi otrok v bistvu ta varen odnos zgraditi tudi z osebami, ki bodo zdaj za njega po novem skrbele. Se pravi, da otrok tudi spozna vzgojiteljice, vzgojitelje, da tudi mogoče s starimi starši oziroma s tisto osebo, ki jih bo pazila, da zgradi en nov odnos, tako da se v bistvu te potrebe navezanosti skozi ta celoten proces potem pojavljajo, prepletajo in z vidika tega, da mora starš podpirati te potrebe, dopustiti raziskovanje, pa sprejemati čustva, ki se ob tem pojavljajo, do tega, da mora tudi ta nova oseba v bistvu postati potem en vir varnosti za otroka, da se bo lahko otrok potem tudi v tem novem okolju oziroma v tej novi dinamiki prijetno pa varno počutil. Ja, res pomembno. Zakaj pa je sploh pomembno, da se pripravimo na uvajanje v vrtec? Uvajanje je za veliko otrok je precej nova izkušnja. Velikokrat so otroci, preden grejo v neko varstvo, so v bistvu večinoma pri starših doma, vsaj trenutno se mi zdi, da je to neka pogosta praksa v našem prostoru, da so otroci res doma tekom celotne porodniške, da mogoče nimajo tako veliko izkušenj z novimi varstvi oziroma s tem, da tudi kakšne druge osebe za njih skrbijo, in je lahko ta prehod potem v novo dinamiko res velik, sploh pa, če gre otrok še recimo v vrtec oziroma v varstvo, kjer oseb prej ni poznal. V bistvu otrok vstopa v eno okolje, ki je njemu čisto nepoznano, kjer je obkrožen z otroki, ki jih tudi ne pozna, z vrstniki, ki jih šele mora sprejeti, spoznati, tudi osebe, ki za njega skrbijo, so nove, se mora ta odnos čist na novo oblikovati, in v bistvu s tem, ko se pripravljamo na vrtec, otroku želimo vsaj malo olajšati tudi ta prehod, da bo mogoče malo manj te negotovosti, da vsaj približno otrok malo ve, kaj pričakovati, oziroma da se potem tudi počasi navaja na te nove rutine, na nove ljudi, da bo počasi lahko zgradil potem tudi tam en občutek varnosti, ki je v bistvu res pomemben za to, da se otrok dobro počuti tekom dneva, ker bo v varstvu verjetno preživljal več ur in je smiselno, da delamo na tem, da se otrok potem tam dobro počuti. Ja, pa v bistvu moramo tudi mi sprejeti to. V bistvu je tudi priprava nas staršev, moramo biti mi okej s tem, pač, da vemo, da smo dali otroka recimo v varne roke, Ja. Je tudi priprava nas staršev, verjetno. Vsekakor, pa tudi za recimo za večino mam, ki ostajajo na porodniški, je to, da gre otrok v vrtec, velikokrat pomeni, da tudi one recimo gredo potem v službo po eni strani, oziroma že samo to, da bodo zdaj več ur na dan recimo starši tudi ločeni od svojih otrok, ki so bili prej veliko časa skupaj, je tudi to za starše v bistvu lahko ena velika sprememba in lahko potem tudi zahteva veliko enega prilagajanja, lahko sproža tudi veliko enih čustev na strani staršev, in to se mi zdi sploh pomembno, kar si omenila, to sprejemanje, da gre otrok v vrtec, je lahko tudi zelo pomembno z tega vidika, ker bo za otroka potem lažje, če bo nekako čutil, da je starš res pomirjen s tem, da gre v
da gre otrok zdaj v varstvo, če bo otrok videl, da je tudi staršu ok v tem novem prostoru, da se starš recimo tudi z vzgojitelji, z vzgojiteljicami pogovarja, tudi otrok potem dobi sporočilo, da je očitno to en varen prostor, da so to prijetne osebe in se tudi otrok potem lahko malo lažje prilagodi na vse te novosti. Ja, koliko časa pa naj traja to uvajanje v vrtec oziroma varstvo? Toliko časa, da bo otrok se lahko postopno navadil na uvajanje. Sicer se velikokrat omejuje nekako po dnevih, ampak če želimo iti res postopno, je najbolj smiselno, da mogoče nimamo zdaj ene točne številke dni v glavi, ampak da gremo potem, kako se otrok odziva. Kakšni otroci so res taki, da pridejo recimo v vrtec in so tam navdušeni in raziskujejo in mogoče sploh ne vidijo, da je starš še tam nekje in se brez težav poslovijo, pa bo tam lahko uvajanje recimo zelo kratko, ali pa mogoče, če je otrok tudi starejši, pa se z njim lahko že več pogovarjamo, bo tudi tam mogoče uvajanje lahko malo krajše, medtem ko pri drugih otrocih je pa lahko uvajanje malo daljše, če rabijo res več časa, da se v bistvu navadijo na nov prostor, na nove osebe, da zgradijo te odnose, tako da je najbolje, če je ta možnost, da se nekako postopno potem otroka uvaja, pa da se na podlagi tega, kako se otrok prilagaja, potem tudi ravna pri ločitvah oziroma pri tem, koliko časa je otrok v vrtcu, kdaj se starš vrne, da se res potem čist v trenutku odločamo glede na otroka. Se pravi, je zelo pomembno, da to skomuniciramo z vrtcem oziroma z vzgojiteljicami in da sledimo v bistvu otroku. Ja, tudi vzgojiteljice so tukaj res lahko zlata vredna podpora pri tem procesu, ker velikokrat starši tudi vidijo otroka recimo takrat, ko se od njega poslovijo, ne vidijo pa, kaj se zgodi recimo potem. In so vzgojiteljice tudi tukaj res pomembne, da povejo mogoče, a je bilo otroku res težko, a je mogoče jokal samo 2 minuti, potem se je pa recimo spet zelo preprosto zaigral, ga je bilo možno potolažiti, tako da ta komunikacija, pa sodelovanje z vzgojitelji oziroma, če gre otrok v kakšno drugo varstvo, je res zelo pomembna, pa v bistvu ravno s tem, ko vsi strokovni delavci oziroma varuhi, skrbniki pa starši stopijo skupaj, se res potem lahko za otroka najboljša izkušnja uvajanja potem tudi ustvari. Super, ja, to sodelovanje je res ključno, ta komunikacija. Kako bi pa rekla, večkrat dobim to vprašanje, pa mogoče tudi se mi zdi, kdaj tudi na že večjih teh strokovnih, kdaj je za otroka sploh razvojno, da potrebuje recimo za razvoj socialnih veščin ta vstop v vrtec oziroma varstvo, kdaj ga ali pa kdaj ga stroka priporoča. Ja, mogoče bi tukaj omenila samo še to, da je vrtec, sploh v Sloveniji so vrtci kakovostni in predstavljajo tudi eno tako pomembno varovalno mrežo, recimo za otroke, ki mogoče doma, ki prihajajo iz kakšnih okolij, ki niso najbolj podporna, je v bistvu zelo pomembno, da so otroci recimo vključeni v vrtec, ker tam lahko potem dobijo eno dodatno podporo, dobijo eno pozitivno izkušnjo, lahko navežejo potem tudi odnose z vzgojiteljicami, ki velikokrat potem recimo za otroke lahko predstavljajo tudi eno pomembno figuro varne navezanosti. Z vidika razvoja pa socialnih veščin pa vseeno ni vrtec nekako nujno potreben, ker lahko otrok recimo te socialne izkušnje dobi tudi v kakšnih drugih okoljih, s tem, da je mogoče doma, pa potem je vključen v kakšne krožke oziroma v kakšne druge situacije, kjer lahko recimo tudi navezuje stike, kjer se lahko potem tudi na tak način razvija. Mogoče kdaj recimo otroci iščejo več tega stika, je običajno tam nekje po 3. letu starosti. Tudi če opazujemo igro otrok, je pred 3. letom starosti zelo individualna. Lahko se sicer otroci mogoče sedijo skupaj na tleh, ampak večinoma se igrajo več ali manj sami oziroma ne znajo na tak način koordinirati te igre, se dogovarjati oziroma skupaj igrati v temu pomenu besede, da bi
dejansko se zdaj skupaj usklajevali. Ti boš zdaj recimo zdravnik, pa jaz bom bolnik, pa ti me boš zdravil, pa bo en gasilec, pa bomo nekaj počeli. Skratka, to usklajevanje, no, pa res ta skupna igra se ponavadi po 3. letu starosti več začne pojavljati. Tako da takrat je potem smiselno, da prepoznamo tudi, če otrok recimo išče več nekih socialnih stikov, da potem to otroku tudi ponudimo. Je pa res, da je vrtec za veliko otrok je lahko v bistvu zelo super spodbuda. Tudi otroci se v vrtcih veliko naučijo, veliko stvari počnejo, tako da so lahko vrtci odlična izbira. Je pa res, da so velikokrat vrtci bolj mogoče nekaj, kar potrebujejo tudi starši, zato da se lahko vrnejo na delo, kot pa nekaj, kar res nujno potrebujejo otroci, no, ker lahko v bistvu otroci določene izkušnje tudi dobijo na kakšen drugačen način. No, pa res ne želim zdaj s tem reči, da so vrtci kakorkoli slabi, samo da mogoče včasih malo preveč poudarjamo ta vidik socializacije, kljub temu, da lahko mogoče otrok dobi te izkušnje tudi na kakšen drugačen način. Je pa seveda lahko vrtec super podpora, pa tudi eno tako pomembno varovalo in pomaga v bistvu tudi otroku se razvija, dobi otrok neke nove izkušnje v vrtcu, ki jih mogoče kje drugje potem tudi ne dobi. Super, se mi zdi, da se res lepo to predstavlja. Ja. Da je v bistvu pač nekateri starši, sploh če imajo možnost, ali pa pač če se pač tudi odločijo, recimo ali mamice, ki so na porodniški, ali pa tako z drugim otrokom, pa sploh še odločijo. Se mi zdi fino, ampak ja, določeni, mislim, večina, pa se res želi vrniti na delo in je pa tudi, ko si rekla, ja, sem pa nas res vrti kakovostni. Imamo pa tudi poleg vrtcev, vse starši tudi lahko odločamo za druge oblike varstva. Mogoče vem, da se nate tudi prek Instagrama tako večkrat obrnejo, kako pač, kere oblike ali kako to. Ja, se mi zdi, da je tudi tako vedno več mogoče ponudbe, vedno več možnosti. Veliko staršev recimo ima tudi možnost, ne vem, da so otroci pri starih starših, pa lahko tudi to za njih potem deluje, ali pa recimo se odločijo, da mogoče takoj, ko grejo starši nazaj na delo, da mogoče otrok nekaj časa ostane še pri starih starših, pa gre potem v vrtec. Nekateri starši se poslužujejo recimo tudi možnosti varuške, sploh če imajo mogoče krajše delavnike ali pa recimo varstvo potrebujejo za nek krajši čas, pa potem recimo lahko ena oseba tudi pride na dom pa na otroka pazi. Potem pa obstajajo tudi različne oblike zasebnih varstev, od mogoče res kakšnih manjših skupinic, kjer je samo nekaj otrok v varstvu, do recimo gozdnih varstev, do Montessori vrtcev, se pravi, potem so tudi tukaj še različne oblike varstva oziroma vrtcev, ki imajo pa potem mogoče tudi v dinamiki ali pa pristopih ali pa v prevladujočih aktivnostih potem tudi neke posebnosti, tako da se starši potem velikokrat odločajo tudi, ali gre otrok v javni vrtec, bi mogoče zbrali tudi neko manjše varstvo, tako da je čisto odvisno potem tudi od tega, kaj si mogoče starši želijo za otroka, pa tudi včasih čisto od nekih preferenc. Kakšni starši recimo res potrebujejo to, da se vrtec oziroma varstvo, da je na voljo zelo zgodaj, ker recimo zgodaj začenjajo službo, pa tukaj lahko zelo velikokrat upoštev pride potem mogoče kakšen javni vrtec, medtem ko drugi starši rabijo mogoče samo par dni na teden varstvo, pa je recimo kakšno zasebno varstvo potem tudi lahko super izbirano, da se zadovolji v bistvu to, kar starši potrebujejo, pa kar želijo tudi otroku potem ponuditi. Ja, pa super je, da je res več izbira in pa lahko glede na svoje želje to izberemo. Kako je pa s tem, recimo, kdo naj uvaja v vrtec? Večkrat je naj oče, naj mama ali pač oba. Kako ti priporočaš? Jaz najbolj staršem priporočam, da naj se odločijo glede na to, kaj se jim zdi, kdo je tista oseba, ki bo lahko res tam za otroka. Se pravi, da bo mogoče manj
obremenjena recimo s svojimi čustvi oziroma da zna svoja čustva tudi dobro regulirati. Se pravi, da zna recimo tudi neke strahove, tesnobo, da mogoče o tem razmišlja naprej, da zna potem tudi to, da ima na voljo kakšne strategije, s katerimi lahko recimo ta svoj strah tudi umiri, da lahko je potem res tam prisotna za otroka, da lahko res potem je odzivna na otrokove potrebe, pa otrokove potrebe zadovoljuje. Jaz osebno zelo nerada tako splošno samo rečem, zdaj pa je eden od staršev tisti, ki je bolj primeren, ker se mi zdi, da imajo otroci lahko z enim ali pa z drugim staršem lepo izkušnjo uvajanja, oba starša lahko sta tam na voljo za otroka, podpirata otrokove potrebe, je pa mogoče smiselno razmišljati samo z tega vidika, da bo tisti starš, ki bo uvajal, res zmožen potem biti tam za otroka, sprejeti njegova čustva, pa vseeno recimo konkretno mogoče takrat, ko otrok joka, zaupati v to, da ga bo vzgojiteljica tudi recimo potolažila, pa nekako samozavestno povedati, jaz zdaj grem, rad te imam, se vrnem potem nekoliko kasneje, da ne obremenjujemo potem otroka še dodatno mogoče z nekimi našimi stiskami, ampak ja, da smo res tam lahko za otroka. Ja, to si dobro, ker sta zaključek, da se poslovimo, da povemo, pridem nazaj, rad te imam, hkrati pa ne obremenjujemo, meni je težko ali karkoli. Pa mogoče druga skrajnost, da se sploh ne bi poslovili. Kako je s tem? Ja, to poslavljanje je v bistvu res pomembno ravno za to navezanost, o kateri sva tudi govorili, za to, da se otrok počuti varno znotraj odnosa, ki ga ima s staršem, mora otrok res zaupati v to, da je starš tam za njega, da mu je tam na voljo. In v bistvu tudi, ko se otroci, recimo konkretno v vrtcu, ko se malo oddaljijo od starša, ko gredo pogledati igrače, ko se mogoče malo tam sami zaigrajo, se tam zaigrajo ravno zaradi tega, ker se počutijo varno, ker so prepričani, da jih starš tam še vedno opazuje in verjamejo, zaupajo v to, da tudi če bodo starša potrebovali, da se lahko potem vrnejo po njega, da lahko spet pridejo v njegov objem. In s tem, ko starš kar izgine, v bistvu tudi otroku lahko povzroči to neko stisko, ker recimo se otrok nekaj časa igra, potem pa bi rabil spet nekaj več te bližine, pa želi iti poiskati starša in starša kar naenkrat tam več ni. In otroci si res ne znajo razložiti, mogoče pa je šla mami zdaj na stranišče, pa se verjetno potem pride kmalu nazaj in ostanejo otrok potem v bistvu samo v tem strahu in lahko včasih ne bo sicer to držalo za vse otroke, ampak včasih lahko potem to še oteži samo uvajanje, ker potem pa recimo naslednji dan pa otrok mogoče ne bo več tako prepričan, da res lahko gre varno raziskovati in se potem vrne nazaj in se potem otrok še dlje časa mogoče oklepa starša, kot pa bi se, če bi se starš poslovil, pa potem bi otrok vsaj videl, ok, zdaj mami, oči res gresta in potem starš tudi pride nazaj in se lahko zgodi spet ta združitev in bo to za odnos, pa za varnost, ki jo otrok v tem odnosu čuti, veliko bolj spodbudno, kot pa to, da kar naenkrat izginemo, čeprav se nam mogoče zdi, da se otrok itak igra in da bomo naredili več škode s tem, če se zdaj od njega poslovimo, ampak za ta občutek varnosti je res pomembno, da otrok vidi, da gremo, ne pa da kar naenkrat nas tam več ni, ko bi nas otrok potreboval. Ja, super, hvala, se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Kaj pa mogoče druge spremembe, ko uvajamo vrtec? Uvajanje vrtec je sprememba tudi pač za otroka in za celo družino. Mogoče verjetno je fino, da takrat, če je le možno, ni kakšnih drugih sprememb ali kako. Ja, zdaj ni sicer to vedno možno. Včasih, recimo, ne vem, kakšna selitev sovpada tudi s tem, da otrok potem začenja z novim vrtcem. Če se zgodi več sprememb hkrati, je potem še toliko bolj pomembno, da se res pripravljamo na to spremembo, da se o njej pogovarjamo, da gremo počasi, postopno, potrpežljivo potem v ta nova okolja, ampak če se pa da, bi pa želeli vseeno te spremembe čim bolj zminimizirati, se pravi, da recimo ne odvajamo od pleničk, da ne odvajamo od dude, da ne spreminjamo doma nekih velikih rutin, ravno takrat, ko gre otrok v vrtec, zato da čim bolj zmanjšamo vse te spremembe in s tem tudi negotovost pa stres, ki jo tudi vsaka sprememba prinese potem s sabo.
Kaj pa, ko si rekla odvajanje od dude, od pleničk, kaj pa odvajanje od dojenja? Pač se mi zdi, da je za nekatere to, pač imajo nekatere mamice stisko, da mislijo, da potrebujejo. Ja, to je kar taka podobna, pogosta stiska, ki se dogaja pri starših, sploh če so recimo otroci oziroma dojenčki res navajeni samo z dojenjem zaspati, potem veliko staršev skrbi, kako bo pa potem otrok zaspal recimo v vrtcu, če pa doma recimo nikoli noče zaspati brez dojenja, ampak za večino otrok ni potrebno karkoli spreminjati uvajanja, preden gre otrok v vrtec, ker je tam v vrtcu res drugačna dinamika, tudi drugačne osebe so, drugačno okolje, vsi otroci okrog tudi spijo, drugačne rutine so in se otroci večinoma se navadijo potem zelo kmalu tudi na to, da uspavanje v vrtcu poteka drugače, v bistvu zelo podobno kot recimo bi se otrok lahko navadil tudi na to, da ga uspava recimo partner brez dojenja, ne, pa bi onedva našla neko svojo rutino, svoj način umirjanja, bo tudi v vrtcu otrok našel potem nek drugačen način uspavanja, se bo navadil zaspati drugače. Veliko staršev potem tudi reče, recimo, ko je otrok že nekaj časa v vrtcu, da v vrtcu zaspi brez težav, da vzgojiteljice pravijo, da ne rabi bližine, da ne rabi božanja, doma ima pa recimo otrok res dolg seznam zahtev, kaj vse mora recimo starš zvečer narediti, da bo lažje zaspal. Tako da res ni potrebno spreminjati uspavanja, ker bo otrok se potem tudi v vrtcu naučil zaspati drugače. Edino, kar je lahko recimo spodbudno, je, da mogoče na sestankih, ki jih imajo starši z vrtcem, z vzgojitelji pred vstopom v vrtec, lahko mogoče vprašajo, a ima vzgojiteljica recimo navado, da med spanjem oziroma med uspavanjem, da berejo kakšne pravljice ali mogoče poslušajo kakšno pesmico, pa potem lahko mogoče to prakticirajo starši še doma, da bo ostalo recimo nekaj podobno tudi potem, ko gre otrok v vrtec, da bodo na en element uspavanja oziroma rutine potem že navajeni. Super ideja. Kaj pa, mislim, prej, ko si rekla glede uspavanja, se mi zdi tudi pri vmesnih počitkih, da je veliko doma, saj pri hčeri, ki je pač zdaj stara 4,5, teži se bolj upira doma, kot v vrtcu, ki je res drugačno to uspavanje, pa vsi spijo, pa druga rutina. Mogoče kaj pa tiste, nekatere starše tudi skrbi, ki imajo pač njihovi dojenčki, takrat pri 11 mesecih, še 2 počitka. Se verjetno to tudi vse da dogovoriti. Ja, po mojih izkušnjah recimo se veliko vrtcev tudi prilagodi na tak način, da imajo sploh v teh najmlajših skupinah je tkje na tleh še kakšna blazina, kakšen kotiček, pa potem lahko zjutraj otroci recimo še dopoldne še malo pospijo, pa potem grejo spat za tista velik počitek, ali pa recimo tudi se otroci potem dokaj hitro navadijo tudi na ta nov ritem. V vrtcu je tako veliko novega, so tudi aktivnosti, se veliko dogaja, tako da potem včasih tudi otroci lažje dejansko počakajo na tisti glavni počitek, pa potem mogoče popoldne, ko grejo domov iz vrtca, še imajo en tak krajši počitek, da lažje počakajo potem na večer. Ponavadi se ta sprememba potem na en počitek zelo spontano zgodi, se pa vedno je smiselno potem tudi to z vrtcem skomunicirati, pa če starše skrbi, mogoče preveriti, a je kakšna možnost, da bi pa otrok recimo še dopoldne, medtem ko imajo mogoče kakšno igro, se malo ulegel, malo počil, da bo potem do tistega glavnega počitka lažje počakal. Se pravi, spet sva na tej komunikaciji, da se prej pač pogovorijo z vzgojiteljico in povejo te posebnosti oziroma pač kar skrbi, tudi kar jih skrbi. Je kaj drugače uvajajo, pač zdaj je tudi kar nekaj dvojčkov, je tukaj drugače, če imajo 2 otroka, dvojčka? Zagotovo je drugače iz tega vidika, da ni mogoče samo en nabor potreb pri enem otroku, ki jih je potrebno zadovoljevati, ampak moramo v bistvu držati prostor za 2 otroka, ki sta si lahko podobna, mogoče si pa tudi nista tako zelo podobna. V bistvu princip nekako priprave pa uvajanja je še vedno podoben, se pravi, da se pogovarjamo o tej spremembi, da nudimo potem tudi čas, da se otroka postopno uvedeta v vrtec. Mogoče, kar bi omenila nekako kot posebnost ali pa nekaj, kar se je mogoče fino zavedati, je tudi to, da vseeno
je dobro, če smo lahko odrasli tisti, ki držimo prostor za ta čustva, da ne pričakujemo potem preveč recimo od enega otroka, da recimo skrbi potem za drugega otroka, ampak da poskušamo vseeno, kolikor se da, tudi mi biti tam za otroke, pa res potem se odzivati na njihove potrebe, jim tudi nuditi to tolažbo, ki jo potrebujejo, da se ne potem preveč otrok, recimo enega otroka postavi v vlogo v bistvu skrbnika za drugega otroka. Je pa seveda lahko včasih lažje, če sta dva, ker se že poznata, pa potem mogoče lažje kakšno spremembo potem tudi sprejmeta. Ja, super, hvala. Katere so pa tista, jaz sem zdaj par vprašanj oziroma par, ker se mi zdi, da starše zadevajo, nate se pa tudi pogosto obračajo. Katere so tista najpogostejša vprašanja, če je še kakšno, ki ga ti, ali pa skrb, ki ga ti dobiš najbolj pogosto v zvezi s tem? Mislim, da sva kar veliko teh glavnih že omenili, sploh to z poslavljanjem, pa z odvajanjem od dojenja. Mogoče neka skrb, ki se velikokrat pojavlja, je recimo tudi to, da otrok joka, recimo, ko se poslovimo, in se mi zdi pomembno vseeno razumeti, da jaz recimo, ko se starši pripravljamo recimo na uvajanje, pa ko imamo kakšna predavanja, običajno rečem, da ni cilj uvajanja, da bo zdaj potekalo vedno brez recimo joka, pa brez nekih čustev, ker je to velika sprememba in je tudi razumljivo, da je otrok včasih žalosten glede te spremembe, da mu ni ta sprememba všeč, ampak je veliko bolj pomembno kot to, da zdaj stremimo k temu, da ne bo nobenega joka in nobene žalosti, bolj pomembno to, da se zavedamo, da smo mi tam, da res ta jok lahko, da se nanj lahko odzovemo, da lahko otroka stisnemo, da mu povemo, da ga imamo še vedno radi, da se res z njim pogovarjamo tudi o tej spremembi, pa da hkrati tudi zaupamo, da bo tudi vzgojiteljica oziroma tista oseba, ki za otroka skrbi, da bo tam na voljo za ta čustva, da se bo lahko odzvala na otroka in s tem, ko bo tudi v bistvu lahko recimo ta nova oseba, ki za otroka skrbi, ga potolažila, se bo tudi ta njun odnos potem gradil, se bo razvijal in bo s časoma potem se tudi otrok lahko v vrtcu bolj prijetno počutil. No. Pa mogoče tudi eno vprašanje, ki se velikokrat pojavlja, je čisto, kako konkretno se najbolje recimo na vrtec tudi pripraviti. Sicer se mi zdi, da sva malo to že omenili, no, ampak recimo branje tudi kakšnih slikanic, ki jih je veliko tako, vrtcu, pa lahko potem tudi gledamo z otrokom, glej, tukaj pa rišajo, mogoče boste tudi vi risali v vrtcu, lahko si gremo tudi na sprehodu pogledati, kam bo dejansko otrok šel, gremo ven mogoče na sprehod takrat, ko so tudi drugi otroci zunaj, da malo otrok vidi recimo tudi, kaj se počne v vrtcu, pa da se pogovarjamo predvsem o tem, kaj se bo dogajalo, da bo šel otrok tja v vrtec, ampak da se bomo popoldne potem spet prišli nazaj, se bomo spet združili, bomo spet povezani, da otroku tudi, če se nam zdi, da nas mogoče še ne razume, res pripovedujemo, no, tudi o tem, kaj se bo dogajalo, kaj se bo spremenilo, da odvzamemo malo te negotovosti, ki ponavadi pride zraven teh sprememb pa tega novega okolja. V bistvu tudi pač starejši dojenčki, mlajši malčki, se mi zdi, da tudi vsem kar veliko razumejo, čeprav pač mogoče še ne, sicer še ne govorijo, ampak razumejo pa res. Tako da se mi zdi res fino, no, da se z njimi pogovarjamo ali ob knjigah, ali pa tudi, kot si rekla, to, no, da pokažemo, kje bo ta vrtec, da gremo mimo, da se mogoče tudi že lahko prej dogovorimo, pa obiščemo. Tako, super.